denar in ves zakaj, najlepši so dimniki za 1. maj, 1. maj. 1. maj. Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Današnja oddaja, bom povedal, bi mogla biti že nekaj časa nazaj. Kakšno mesec. Ja, recimo, ampak sem jaz po nesreči pobrisal posnetke, tako da... Se zgodi, pač tehnične težave Tako. so Tako da pripeljale do tega, da bova... prvič snemala dvakrat isto oddajo. Ja, tako da je... Ja. No, bi se tako, zdaj že v furu bom lahko na pamet govoril, ampak ne. Ja, Ker zdaj sem se bo še zmer... Ker sem spet šele malo prej spet pogledal, kam sploh govoril. Tako da. jaz se bom pa delal, da prvič slišam to, Tako. kar si povedal. Tako. No, Prav. pa začnimo. No, o 1. maju bo oddaja Tako. o tem, kar smo praznovali pred kakšnim mesecem. In tukaj, zakaj sploh praznujemo 1. maj? Kaj pomeni to, odkot in tako naprej. Se verjetno je, če je kdo kaj spremljal, zmeraj okoli 1. maja, to vse Ja. načeloma kakšen povejo ali pa na internetu lahko si kaj prebereš. Ampak, unka pa ni imel cajta in mesec nazaj pa lahko zdaj ne posluša. Oziroma že pozabil. Ja, ali pa če ste že pozabili, da še enkrat slišal. Tako. Dobro. 1. maj je praznik dela. Ja. Ne? To Ja. smo vedeli, ne? Največ to si vedeli. Imaš kdo pa mogoče ne ve, pa zakaj, pa glih 1. maja, pa Ja. zakaj pa je. Kaj pa se je takrat dogajalo? Tako. Najprej, da omenimo, to je praznik, ne, za 1. maja, se opominjamo, da imamo delavci, mislim, ne samo unikov fabrik delajo, ne. Jaz ponavadi, ker rečem, kaj en reče delavci, jaz si zmer nekako, mogoče je napaka od mene, da zamislim enega, ko v fabrik dela. Ampak vsi, ki delamo. Vsi, ki delamo, smo v bistvu tukaj, sem spadamo, ne. To je v bistvu se pravi pomin na te delavske pravice, ki so marsikdo izgubil življenje, zato da lahko danes recimo 8 ur, da delamo, ne. In pač, da imamo še en kup drugih pravic, kar je prav, seveda. Ne. Tako. Zato, ker tam v 19. stoletju, ki se je začel ta industrijski kapitalizem, temu ne lahko rečemo, so ljudje delali tako po 14 ur na dan, kar je bila neka čisto normalna zadeva. Tudi neke malce recimo niso seveda sploh imeli, ker tako je bilo. In ljudje so imeli po nekih 10 letih so rekli, čakajte, pa tega dosti, ne. Pa nočemo samo, da nas kole izkoriščajo. No in so v Evropi, recimo tam v 19. stoletju, so vse neke demonstracije že bile, da bi delali 8 ur ali pa pač manj kot 14, no. Včasih se je kaj po 14 ur delal. Med 10 pa 14 je bila kar neka taka norma, neka čist normalna zadeva. Ja, in potem pa ne v Evropi, ampak v Ameriki se je pa pač ta sindikat delavcev, ki je bilo veliko sindikatov in pa en je bil pa pač, ki je bil tak pač skupen, je leta 1884 zahteval, da do 1. maja 86, da se uredi to, da delamo, da bomo 8 ur delali, ne? Da nas ne boste toliko več izkoriščali. In ta v bistvu v Chicagu je bil ta center tega sindikata, tudi tam je bilo v bistvu najbolj industrijsko takrat v Ameriki, tako da seveda tam je to bilo. In ker seveda do tega 86 to niso še poštimali, so bile ene demonstracije. Take so bile sicer čist mirne, nič posebenega, ampak vseeno je policija takrat enega oziroma 2 človeka ubila, pa en kup jih hranila. In pol so rekli delavci, da bomo pa 4. maja, zapravo čez par dni, bojo pa velike demonstracije, bo dejansko pač ne grejo vsi delavci na cesto, ne, ker pač to ni prav, kar se je zgodilo in kar se dogaja. No, in tam v Chicagu, to v bistvu je bilo po celi Ameriki, so bile take demonstracije, v Chicagu seveda največje, in pol je bil tako imenovani high market, izgred v high marketu. Kaj pa je to high market? High market je pač en distrikt, Aha. ena lokacija v Chicagu, kjer
so bile spet demonstracije in pol je, kolikor sem bral, je pred policajem neka bomba poletela, karkoli, da je enega ubila in pol so policaji začeli streljati pač na vse, kar se je pač premikalo. Ogromno ljudi je bilo pobitih, še več ranjenih. In potem, se pravi, po vsem tem je leta 1800, pa to se je takrat zgodilo, nekaj se je začelo spreminjati, no, še zmeraj je bilo ne tako lepo poskrbljeno za delavce, ampak vseeno. Ampak pol leta, čez 3 leta, 1889, so pa ustanovili kongres, v bistvu kongres druge internacionale, so bili pač evropske neki, ja, pač druga internacionala je bila v Evropi in so razglasili 1. maj takrat kot praznik dela, praznik delavcev, glih za to, glih tedno na spomin, kaj se je takrat v Ameriki zgodilo. In danes praznuje večina držav, praznuje 1. maj kot praznik dela, ironično ne ZDA, kjer se je vse skupaj začel, in pa Velika Britanija tudi kle spada, ampak zakaj ne? Predvsem v ZDA, zakaj ne? Ker ta 1. maj so pol bolj komunistične države so prevzele to idejo 1. maja, kjer so pa takrat pač delavci so bili pa takrat pač nek center države, pač najbolj pomemben sloj je bil ta delavski in oni si seveda zaslužijo si praznik dela. In ja, ker je tukaj neka politika zraven namešana, so Američani rekli, ne, mi se tega ne gremo, čeprav smo jih mi, se je nas to zgodilo, ampak ja. Vseeno. A pa imajo kakšen drug dan, ne 1. maj? Imajo nek Labour's Day, Ja. ne vem točen kdaj je, ampak mislim, da ni tak, da bil frej, kakor smo recimo v Evropi ali pa celo 2 dni. po celem svetu. Ja, in kakor vem, smo edina država v Evropski uniji, ki imamo 2 dni frej. A res? Nismo samo en dan, tako da Imamo mi to. tukaj smo malo bolj, ja, karkoli. No, Slovenci, ne. Glej. ja, Najbolj pridni pa lahko imamo tudi največ. res je. Tako. Ok. Dobro, začel se je, se pravi prvič, da smo dejansko praznovali, je bilo leta 1948, se pravi že pod Jugoslavijo. In že takrat se je bilo za 1. maja to, kar je danes, da so bile budnice, da so bili kulturni dogodki, mlaji, krasovi in tako naprej. In takrat so se tudi izfrčati furali. Tako. A so jih imeli? Tako, ne, v zadnje sva kaj že rekla, da so neke verjetno kakšne tanke, da so še vzeli, pa so ljudje ven prišli, ker so butlali, so rekli, ne, to je budnica, na 1. maja. Ker ne vem, veš kaj, nisem nikoli pa gledal, a budnica, meni je to zelo slovenska zadeva, jaz ne vem. Ja. A je še kje drget, ja? Verjetno je, sam mogoče imajo bolj godbe, da... Ja, ne, da so prav. Ne, da izfrčati okoli se podijo. Ali pa se, Ja. ne vem. Pa zlukne ta spoh pa gasa, ne. Tako. Ja. Tako da, ja, to bo pa to. Ja. Spet, nisem nič bolj dodal, ker sem rekel, v zadnje se mogoče kaj dodal, ampak ne. V glavnem se to je bistvo, kaj se je zgodilo takrat, 150 let nazaj že skoraj. Ja. In tako da, ja, v glavnem od takrat imamo 8-urni delovnik, kar bi lahko počasi že malo znižali, pa kaj takega. Ja. Glede na to, koliko imamo že robotike, ko včasih je mogel dejansko vse človek narediti, ne? Ja. Danes imaš pa ti računalnike, vse, da je bil umetna inteligenca, vse. Je še Mislim. bolj, ampak ne moreš pa še zmeraj 8 ur biti kle. In to na šiht, ne doma, recimo, ne. Tako. Imaš pa delo od doma zdaj? Ja. Včasih ni bil. Ja, koliko pa? Ja. Še zmeraj, ja. Ja. No, vse nima veze, to so že stvari za druge, za Za druge oddaje. Tako. Tako da, to je pa ja, živel 1. maj. To, imamo mi to. Imaš še kakšno pametno misel za konc? Razen to, da uživajmo te 2 dni, dokler še imamo frej za 1. maja, pa 2. Drugač pa ne. Čakaj, niso hoteli ne 10 let nazaj vzeti ta 2. maj, pa so pa 2. januar vzeli, pa so ga dali pa nazaj. A ni bila A tako je bilo?
A ni Vem, bila nekaj- da je bilo, da je bil 2. januar, da ni bil Frej. Ni bil Frej, ja. Sam ne vem pa, a je bilo to zaradi, ker so hodili 2. maj vzeti. Ja, in pol je bila Aha. neki, pa so pa vem, da so rekli, da bojo pol Ja. 2. januar Po- vzeli. Ka boh ne dej, da nam 2. maj vzeli. Raj gre 2. januarja. Ja, na meni šest. se zdi bilo logično, da bi 2. januar pustili, a ne. Ampak, kaj sem hotel reči? Ja, itak so pa pol nazaj dali, ne. Ja, Tako da to ni bil eksperiment. Ta eksperiment ni uspel. tako. Tako da. Ja, kul. Pa, to je to. Lahko je pa modra misel to, da se trudimo, da bi 6 ur mogoče delali Ja. na dan. Tako da kdorkoli spremlja od tam politikov, Ja. naj si to modro misel Tako. naj zvečer gre spat s to modro mislijo in Ja. zjutraj se ne zbudi in naj da kakšen Sej, predlog. Uni, po mojem, še manj kot 6 ur dela. Lahko bi njihov urnik se vzel. Ja, tako. In to je modra To je misel. modra misel. Tako. Tako, Okay. hvala za ogled, lep petek, Tako. pa se vidimo. Ko se zakledamo. Tako je. Adijo. Zdravci, če se zakledamo. Ne? dum dum